Pred 7 desetletji je konoplja rasla po celem svetu. Množično so jo uporabljali za hrano in gorivo, iz nje pa so izdelovali plastiko, vrvi in tekstil. Iz konoplje se lahko naredi 50 000 različnih stvari in je lahko tista rastlina, ki bi oživila slovensko podeželje in gospodarstvo. V Sloveniji imamo namreč idealne pogoje za njeno gojenje. Je pa en zdrav približek, v bistvu zelo so snedi in zaradi tega, ker to treba sveže, da ne ostaja. Konoplja, poznavalci pravijo, da je to čudežna rastlina, je zelo v redu, ker ni problem gojiti. Konoplja raste, kamorkoli boste posadili, bo zrasla, ni potreba posebej gnojil, edino potrebno je uravnavati količino vode, da je ni premalo, saj v tem primeru poveča vrednost THC-ja, kar pa pripelje do tega, da je potrebno celoten pridelek posekati. Konoplja obnavlja in razstruplja tla, lahko zraste nekaj metrov v višino, ni je potrebno škropiti ter predstavlja bogat vir biomase brez uničevanja gozda. Vse več pridelovalcev konoplje je tudi med slovenskimi kmeti. Če pa družina uporablja, pa pol litra, ja. Piškotki so... Prejšnje leto se je v Sloveniji pridelalo približno 40 hektarjev. Če govorim za celotno območje, letos naj bi se glede na prijavljene količine gojilo okoli 100 hektarjev. Ta postopek, če še mogoče davcem povem, da konoplja se lahko goji od leta 2004, vendar vsi kmetje za to potrebujejo dovoljenje. Prijaviti se morajo na Ministrstvo za kmetijstvo in najmanjša površina, na kateri se goji konoplja, mora biti 0,1 hektarja oziroma 10 arov. V 21. stoletju so zaradi konkurenčnosti velike korporacije in farmacevtske družbe dosegle prepoved gojenja konoplje. Danes se vrača v vsej svoji veličini in vsestranski uporabnosti, predvsem na področju zdravilstva. Iz industrijske konoplje na prvem mestu prodajamo konopljino olje, ker vsebuje omega-3, omega-6 in gamma-linolensko kislino. Ta kombinacija je zelo pomembna za zdravje človeka. Poleg tega pa prodajamo še izdelke iz konopljine mokce. To so pa testenine, piškoti so zelo iskani, pa tudi sama semena se zelo prodajajo. Mi pravimo za konopljino olje, da se uporablja kot dodatek prehrani. Žal ne prenese visokih temperatur. Priporočamo ga zjutraj na tešče, eno veliko žlico, sicer pa ga ljudje uporabljajo tudi drugače na solatke, jogurte, skute, potem ko imajo že na krožniku, ga zlijejo, sploh tisti, ki ga ne morejo uživati direkt. Praktično. Najboljše je, da povem postopek od pridelave pa do olja. Najprej sodelujemo z različnimi kmetijami po Sloveniji. Največ odkupujemo konoplje iz Gorenjske in pa Prekmurja. Na 1 hektar je približno donos od 800 do 1200 kilogramov semena. Če bi bila boljša tehnologija v Sloveniji, kar je nažalost še ni, bi lahko pridelali še več. Potem, ko konoplja dozori, se požanje s posebnim kombajnom, ki je prirejen prav za to. Kmetje iz Gorenjske si ga sposodijo v Prekmurju, ker ga imamo v Sloveniji samo en takšen kombajn. Iz tega semena potem gre v stiskalnico. Stiskalnico imamo v Celju. Potem se iz tega semena iztisne olje. Približno za 1 liter olja potrebujete od 3 do 4 kilograme semena, odvisno od vrste semena. Potem se to olje zapakira v steklenice in odide na police. Naša sogovornika sta prepričana, da je prav slovensko konopljino olje najboljše.
To pa zato, ker od predelave do uporabe preteče najkrajši možni čas. Olje blaži številne bolezenske simptome in lajša različne težave. Prav na terenu, ko prodajamo, zvemo, da si ljudje največkrat uredijo holesterol. Tudi sicer je znano, da konopljino olje ga priporočajo pri srčno-žilnih obolenjih, preprečuje ta, bom rekla, srčno-žilna obolenja, kot sem rekla, v prvi vrsti holesterol, preprečuje nastanek krvnih strdkov, to se mi zdi tudi zelo pomembno v današnjem času, uravnava pritisk, nizek, visok, ga spravi nekako na normalen nivo. Poleg tega ga uporabljajo tudi sladkorni bolniki, ker uravnava sladkor. Znano je tudi, da preprečuje rast rakavih celic. In še beseda o primerih dobrih praks, ki prihajajo iz tujine. Prvi premik je ta, da se bo letos povečala količina proizvodnje. Na drugi premik pa upamo, da bo v kratkem dovoljeno prodajati tudi olje z vrednostjo THC-ja, saj je to olje veliko bolj zdravilno kot navadno. Najboljši primer iz tujine je Avstrija. Tam so to konopljo za zdravstvene namene najhitreje liberalizirali in se lahko uporablja tudi olje s THC-jem. In oni so nam v bistvu zgled, da bi tudi v Sloveniji to prinesli, da ne bomo za časom 10-100 let. Konoplje se žal še vedno velikokrat drži negativen predznak. Najboljši način je za vse ljudi, da ko imajo zdravstvene težave, pa tudi taki, ki jih nimajo, da jo poskusijo uporabljati in bodo sami opazili pozitivne učinke, potem pa naj povejo tudi drugim. Tako mislim, da se bo tabu najhitreje razbil. Med vsemi rastlinami ima prav konoplja največ celuloze, približno 80%. Zato je odličen izvor energije. Tudi v iskanju alternativnih virov prehrane bi lahko v prihodnjih desetletjih odigrala ključno vlogo prav konoplja.